Vzela si bom njegove besede, upam, da me bo popravil, če zgrešim, in bom rekla: če nas je vsaj malo sram, smo na pravi poti. Boštjan Videmšek danes ni tukaj sam, z njim je tudi fotograf, fotoreporter Jure Eržen s fotozgodbo. Zdaj si bom sposodila še besede njegovega poklicnega kolega, pred dnevi umrlega grškega fotoreporterja Janisa Dekrakisa, ki je dejal: moj cilj je zagotoviti, da nihče ne bo mogel reči, nisem vedel. Boštjan Videmšek, Jure Eržen in jaz imamo eno željo, prošnjo, da bi danes takoj odprli čas in prostor za vprašanja, komentarje, dodatke, vaše izkušnje, skratka, že od začetka. Še nekaj bi rada omenila. Novo knjigo Boštjana Videmška v angleščini, in sicer Dispatches from the Frontlines of Humanity. Nova knjiga, Cambridge Scholars Publishing. Lahko jo dobite pri njem. Zdaj bom pa jaz končno utihnila in predajam besedo. Hvala. Pozdravljeni, to je zame precej nenaravna pozicija, ne glede na to, da se večkrat zadnje leta znajdemo v njej, navadi nekje skrito opazujem dogajanje, potem se v njem postavljamo mnenje. Janis je bil eden najboljših, kako ni Janis preomenjeni, je bil eden najboljših fotografov generacije, tudi eden najbolj pogumnih. Marsikdo od nas, nekako na fotografiji smo se učili od njega, imel gigantske jajca, veliko mi največje srce. In ga je izdelalo, po mojem mnenju, vse to, kar je videl, ker ni pravih kanalizacijskih kanalov. Pa tudi prišli drugi razlogi se. Eden ključnih razlogov, in to je tudi vprašanje, ki se ga vse čas postavilo sam, je bilo, zakaj vraga to počnem, če pridem domov, pa vsak nas slabše. To je vprašanje, ki si ga praktično res postavljam vsak dan. In redko kdaj sem ter tja naletim na nekaj, kar je podobno odgovoru, ki je konkreten. Ponovadi se to skriva v osebnih zgodbah, ki delajo razlike. Ampak največkrat ostane tukaj kar precej prazno polje, precej negotovosti in tesnobe. Zato, ker to, kar počnemo, kar nekaj nas je takih doma in po svetu, zahteva osmišljenost, zahteva jasno definirano motivacijo. To ne sme biti, pa čeprav velikokrat je bilo morda, kot večkrat rečeno in zapisano ego safari. Stvari morajo biti postavljene v čas in prostor z točno določeno usmeritvijo. Včasih je bilo bistveno lažje. Novinarji, recimo tudi vojni poročevalci, nekoč je to zelo glamorozen poklic, sem prebral tam nekje 80. Smo imeli neko zelo dominantno vlogo v družbi, nek strašen privilegij smo imeli. Imeli smo možnost, kot rečeno, tudi večkrat, pisanja prvega drafta zgodovine, prve verzije zgodovine. Bili smo priče zgodovine, hkrati pa smo imeli nadzor, mogoče celo preveč v določenih trenutkih in tudi oblast nad interpretacijo dogodkov, ki smo jim pričali. Mogoče nas je ta v resnici kar precejšna moč, govorim seveda o zelo trdem pretekliku, preveč zaslepila, morda nismo bili dovolj pozorni, morda smo bili preveč ošabni in smo spregledali tisto, kar se okoli nas dogaja. Tako zares pospešeno in po mojem mnenju tudi tako zares uničujoče. Nikakor ne gre le za pospešen razvoj informacijskih tehnologij, za dominacijo, ki se širi v neverjetnih krogih in hitro socialnih omrežij, nikakor ne gre le za to. Živimo v času, kjer novinarstvo preprosto le stežka samo sebi še najde mesto.
In to zato, kot rečeno prej, smo bili očitno preveč vase zavarovani in ker se nismo odgovarjali na ključno vprašanje, kot sem prej omenil, pokojnega Janisa. Zakaj, vraga, to počnemo? Ne? Morda nam je bilo predobro. Mi živeli smo v comfort zonu in zato plačali precejšnjo ceno. V času, ko smo živeli v comfort zonu, mislili, da bo to ta naš bela pok, naši zlati časi trajali do konca, so nas iz kavčev prihiteli vsevedi, digitalni vsevedi. Prihiteli so nas ljudje, ki jim je bilo z informacijskimi tehnologijami in z razpršitvijo pozornosti dobesedno v roke dano, da ne samo določajo, ampak tudi odločajo v sobi sveta, seveda s pomočjo algoritmov in elit. In v tem času smo pogoreli na vsej črti. Ker nismo znali dostopati do ljudi, ki smo jih imeli za mogoče manj relevantne od intelektualne elite, od umetnikov, kulturnikov, preostalih novinarjev, pravnikov, komunistov, vseh teh naših večnih sogovornikov, visokoletečih sogovornikov, ki nam kjerkoli smo, kamorkoli gremo, interpretirajo družbo in čas, smo v tem času pozabili na neko tako tiho večino družbeno, posod. Ker smo na njo pozabili, so se na njo spomnili nekateri drugi. In to v pomembnih zgodovinskih prekretnicah. Na njo so se spomnili v Združenih državah in izvolili Donalda Trumpa. Na njo so se spomnili malo predtem v Veliki Britaniji in prišlo je do, videli bomo kaj bo s tem Brexita. Na njo so se spomnili marsikaj po Evropski uniji in to je povzročilo finančno kolapso gospodarskih kriz in čečem političnim konturnem padcu in tudi vrednostno-vrednotnom povzročilo spon neonacizma v Grčiji, Zlato zoro in kasneje tudi druge. Še vedno smo to dojemali, zdi se mi, da še vedno dojemamo v sedanjiku, da gre za nek fenomen, da gre za nekaj osamljenega, skoraj eksotičnega, pa vendarle. Pred nami tukaj in zdaj rastejo novi zidovi, bodeče žice, strelski jarki, slonopeščeni stolpi. Še pred nekaj leti smo suvereno govorili o odprtih mejah, o krasnem novem svetu, v katerem preprosto ne bo nobenih ovir in bomo cveteli in se imeli sjajno. V vsem tem občutku nadmoči nad realnostjo, ki nam je bila dana v zoni obdobja, se je rodil novi nacizem, stari zares ni nikoli umrl. Na tej premici, ki je zgodovina, bojim se, da je sicer daljica, ampak recimo, da je to premica, je zelo kratko obdobje, ko govorimo seveda o prvem svetu, za tretjega to ne velja, ko nam je šlo zares dobro in ko se je zdelo, da je svoboda tukaj in zdaj. V resnici je med enim in drugim fašizmom minilo nekaj, kar je na zgodovinski premici le kratek dih in zdih. Pa vendarle, to smo spregledali, to ne vidimo. Ne vidimo tega, da nam pred nosom rastejo nova koncentracijska taborišča, ne vidijo teme tega pogovora, ki je res široka, mogoče pakrat zelo ozka razčlovečenja, ne vidimo tega, da na grških otokih 10 tisoče ljudi ujetih, ja, recimo na glas v Novih Avšvicih. Da v naši državi nikakor neuradno desna ali pa skrajno desna oblast sodeluje v velikem projektu protibegunske in protimigrantske politike, ki iz ljudi ustvarja atomske odpadke. In se na drugi strani del domačih ljudi brani teh tujih točno tako, kot da gre z atomske, kot rečeno, z atomske odpadke. Nikjer te ljudi niso zaželeni. Pozabljamo lastno zgodovino. Vsi smo bežali. Konec koncev smo tudi pokazali, da nekaj humanega obstaja. Leta 1994 na vrhuncu vojne v Bosni in Hercegovini je Slovenija gostila 70 tisoč beguncev. V tem trenutku jih okoli 250, če se ne motim. To je patetična, mala, ničeva številka. Zgodba begunskega vprašanja, nikoli ne uporabljam besede krize v evropskem kontekstu, je v tem trenutku ta, da številka v zadnjih 5 letih nikoli niso bili nižje ljudi, ki stopajo v Evropsko unijo. Ne ta, da živimo praktično v paniki pred odorim barbarov, da se ruši Evropa, da se izgubljajo zaradi islamizacije, kaj vraga je to evropski temelj. To je matematično dokazljiv kretenizem, ki bi rekel brez meja, pa je tako ogromno. Naj postrežem samo z enim podatkom. V tem trenutku je v Evropi nekaj več kot milijon beguncev.
Evropska unija ima nekaj več kot 500 milijonov prebivalcev vse skupaj. V Libanonu, kako bi rekel, ekonomsko, politično, etnično, kulturno in tudi na vseh drugih hranih, predvsem bolj občutljivi državi, je pred začetkom sirske vojne živelo 4,25 milijona ljudi. Danes je bolj 5,5 milijona. Ta 1,25 milijona ljudi dodatka so sirski begunci. In v 8 letih, recimo dobro, v dobrih 7 letih begunstva, potovanje sirskih beguncev v bližnji Libanon ni raznesla. Libanon ni kričal ob tuji bolečini, zato ko je znal spoštovati še svojo. Ko je čez Slovenijo prihajalo največje število beguncev, tudi takrat večina ljudi sploh ni bilo v stiku z njimi. Kričali smo, kot rečeno, ob tuji bolečini. Meni se to zdi osebno največji mogoč etičen greh. Pozabili smo na kontekst, pozabili smo na klimatske spremembe in novo obliko begunstva, klimatske begunce. Pozabili smo na vse, kar je bilo, je in bo. V popolnoma egoistično, optimističnem pristopu k svetu. Mogoče je patetično reči, da je hitrost teme bistveno hitrejša od hitrosti svetlobe, ampak po begunskem vprašanju je v Evropi bilo točno tako. Morda se je v letih 2014, predvsem po letu 2015, v času odprtja tako humanitarnega koridorja, recimo balkanske begunske poti, zdelo, da stvari delujejo drugače, ko je nemška kanclerka Angela Merkel odprla vrata za begunce, se je morda zdelo, da je Evropa vendarle zvesta z zapisanimi, govorim, realnim vrednotam, pa se to kaj hitro je skazalo za usodno, zato ker ta ista Evropa, vsaj nekaj večini, niti slučajno nikoli ni zares izstopila iz svojega brutalnega egoizma in ceno, ki jo bomo plačevali za to s številnimi ljudmi, ki živijo bistveno slabše po enormno. In za nekoga, ki grozna številka, že četrt stoletja počne to, kar počnemo, je to nad vse frustrirajoče. Zdi se mi, da prve zgodbe, po moj prvi stik z vojnami je bil v srednji šoli, ko sem pisal zgodbo v bosanskih beguncih za mladino, tudi za kakšne druge časopise. Od takrat naprej sem praktično ves čas v stiku tako z vojno, neposredno, kot z begunci posredno. In zdelo se mi je v enem trenutku, da sem obkrožen s svetom, ki malo bolj razume, ki malo bolj čuti, ki malo bolj vidi, ki ima seveda predvsem neko pozornost, pa sem se očitno motil iz zelo preprostega razloga, zato ker pač očitno človek po zori in se bliža temu, da dozori, izgublja ideale in se mu vstopijo tudi ostanke neke, kakršnekoli že ta je ideologije in potem trči ob zid, žico, bodečo žico strelske vode, strelske jarke in tam ni kaj dosti prostora za iluzije. In ta trenutek je v mojem profesionalnem delu, mislim, da z Juretom deliva to točko preobrata, se v bistvu zgodil 15. septembra 2015, približno pol 8 zvečer, v namenom prehodu ob Sotli v Rigoncih, ko je približno 600-700 ljudi na hrvaški strani meje čakalo na prestop v Slovenijo. In to je bilo še v tistih dneh, ko se je, kot rečeno, ko je bil humanitarni koridor proti Nemčiji, severni Evropi odprt, ko se je zdelo, da je Evropa nas težava odprta in da so odprta tudi naša srca. Zelo hitro postalo jasno, da tako ni bilo. V tisti točki, tam, ko ljudi niso pustili čez mejo, in to na domačem terenu, po 20 letih poročanja iz kriznih žarišč in drugih neprijaznih prostorov, so se v eno točko, enega človeka, v eno deklico, triletno iraško deklico, se mi tako na tistem prostoru se družilo vse, kar sem do takrat doživel. Vse vojne, vsa tveganja, vsa sreča, ki je z Juretom nekako ohranila sorazmerni prisotnosti. Vse se je zbralo v tisto 3-letno deklico, ki jo je slovenski policist predstavnik posebnih enot držal naročil. Vprašal sem se, kako vraga je mogoče, da po tolikih letih nečesa, kar se je publiki tukaj zdelo skoraj eksotično, da se to dogaja nekomu drugemu, nekje totalno daleč v neki drugi univerzi,
Praktično uro pa vožnje od Ljubljane poročam kot notranji političar, novinar o zunanji politični zgodbi. In takrat si rekel pač, da mogoče je treba stvari se lotiti drugače. In sem na domačem terenu lotil zgodbe pač z isto metodologijo, kot sem vedno uporabil v tujini, in ugotovil, da smo v resnici tretji svet. Pa ne tretji svet ekonomsko, ampak tretji svet po tem, ko bi mogli razumevati svojo prihodnost. Da se nikoli nismo prebili iz nekih totalitarnih oklepov, da nismo, to je vedno treba poudariti, pokopali tudi ne svojih mrtvih, da nismo znali upravičiti, da nismo znali razumeti in da smo tako močna družba z bipolarno modnjo, da vse čas iščemo nekega sovraga in tega smo zelo hitro najdali v Biblicih. 2 meseca potem je, kot rečeno, uradno nedesna vlada, takrat Mira Cerarja začela graditi žico, vodečo žico, rezarno žico na slovensko-hrvaški meji. To je bil trenutek, ko se po mojem mnenju dokončno razbila neka moralna superiornost, kot grozna besedna zveza slovenske samosvojitve. Čeprav po moje ta dokončno pada že v Srebrenici, ko smo gledali stran po odhodu iz nekdanje države in nikoli naredili niti koraka, da bi bil komorkoli drugemu tam, ne pri nas posebej bolje. Etična substanca družbe in države se je porušila. V prvem pihu, ki se je v javnem diskurzu, ki je prevzel, katerega je politika prevzela iz jarkov in ga kristalizirala v grozljiv sovražni govor, spremenil v vihar, v lažni vihar. In še danes, 3,5 leta kasneje, ta žica stoji. V lanskem letu se v Kolpi utopilo 12 ljudi. V tem trenutku je na poti iz zahodnega dela Bosne in Hercegovine, predvsem iz Velike Kladuše in Bihača, stotine in stotine ljudi, ki jih slovenska policija, kršeč vse mednarodne konvencije o mednarodni zaščiti in azilu, vrača brez možnosti, da bi prosili za azil nazadnje Hrvaško, tam je hrvaška policija vedno znala, ko to naredijo, ker se to ponavlja, tudi 8-krat do 10-krat, in plomi mobitele in jih vrnejo v taborišča in ne samo taborišča, tudi v neke varne hiše, no, na rekovajih v Bosni. 8-krat do 10-krat. Vračam se v tiste kraje, vedno so tam isti ljudje, ki v tem času čas poskušajo prijeti Slovenijo. Ne da se. Sem pa tja komu uspe, ampak to je kvečemu v resnici vsi slaba novica, ker to podžiga še več ljudi, da koliko nam to tvega. Včeraj je bilo objavljeno poročilo mednarodno, ne domače, Amnesty International, ki jasno dokazuje na podlagi verjetno našega dela vpletenost evropskih vlad prisotna, vključena v sistematično zavračanje begunskih pravic, azilnih pravic in kršenje človekovih pravic in nasilje na slovensko-hrvaški meji, na hrvaškem in na hrvaškem meji, na hrvaškem in Bosni in Hercegovini. Na to se javnost praktično ne odziva več. Vse nam je normalno. Jaz se sprašujem, zakaj, ne vem, sem sam za te stvari bolj občutljiv, zato ker sem v zadnjih 20 letih praktično bil na prizoriščih vseh vojnih žarišč, kriznih žarišč po svetu, morda, ne. Morda bi pač ljudje morali imeti licenco do javnega govora in bi na podlagi fizične neposredne izkušnje lahko razglabljali v prostorih dogodkih in časov, v katerih govorijo tako vsevedno od politike pa do zadnje gostilniške debate nazaj. Ne vem. Ne vem, kako je to mogoče. Družbi, ki je imela tako državi, ki je imela tako neznansko srečo, ne, pa mogoče s tem reče politična spretnost, da se je v podaljšku oboroženega konflikta izognila veliki vojni. Kateri bi moja generacija končala v begunskih taboriščih, generacija pod mano na celostrelskih jarkih, generacija pod mano je izgubila otroštvo. To se mi je zdelo samoumevno. Zelo blizu smo bili v Vukovarju, Dubrovniku, Sarajevu, Gdansku, Srebrenici in tudi Nevihti. Pa se nam je to v trenutku očitno zdelo, da se dogaja v Kongu, Iraku, Afganistanu, Somaliji in Darfurju.
ravno zaradi tega, ne, iz tega izhaja, gonilna sila tega, kar počneš vrsto leti, se verjetno zaradi tega tudi ne ustavam, izhaja ta občutek krivde, ne, da mogoče bi se pa lahko tudi tako v kakšnih dobrih filmih pa knjigah, ne vem, v sporedni, skoraj rašomonski verziji zgodovine stvari obrnile drugače, ne. Zelo malo ljudi iz moje generacije poznam, ne, ki razmišljajo že takrat na ta način. Ne predstavljam si, kaj bi bilo, če bi bila recimo 27. junija 1991 Ljubljana zaravnana zemlja, med bombnim napadom. Mi smo zelo blizu temu. Mislim, da se je treba, če že nismo sposobni spontane empatije in refleksije časov kot sebe, se je treba prisiliti v to in se vprašati, kako bi se lahko zgodovina in naše življenje odvijalo drugače, če bi bili del te resni del teh velikih jugoslovanskih vojn. Ravno za tega vprašanja se mi zdi, se na moje profesionalni poti v bistvu na mesto poročanja iz nogometnih terenov smučarskih prizorišč so se pojavila krizna prizorišča. Naravno proti moji volji, tako nikoli se nisem počel, da sem 14-15 let. Ampak, ko to začneš početi, je na nek način narkomansko, ne samo, da te zasvoji zaradi adrenalina, človek, po mojem mnenju, izkušnjah nikoli ni poživel, kot takrat, ko je blizu smrti, ali pa ko je skoraj okusil. Ampak tudi zaradi tega, ker participiraš, ne seveda aktivno, ampak prisoten si v kreaciji zgodovine, sodeluješ pri tektonskih premikih. In to je neverjetno bogatstvo. Ne? Ampak sodelovati vsekakor ni dovolj. Ne? Če samo sodeluješ, ne? In si tukaj pač kot nekdo, ki je zelo občutljivo vstopil v ta svet in zelo mlad, ne? Sem mogoče delal ogromno napak v prvih letih, ne? Ker nisem razumel novinarske vloge kot nekaj, ker prideš tja pa poveš, kar si videl, ko vprašaš vsakogar nekaj, kar ti pove, ampak sem vedno poskušal prevzeti vlogo nekoga, ki zagovarja šibkejšega v konfliktu. Ne? Nikoli nisem pristajal na ta dominirajoči anglosaški, bi rekel, diskurs v žurnalizmu, objektivističen, ki te sili, da obe strani v konfliktu, kot se reče, obravnavaš enakovredno. Torej pomeni, recimo, če karikiramo, na eni strani tank in 4 blazno nasilne pripadnike neke paravojske, ki so ravno grobo posilili 11-letno deklico, in ta leži razmesarjena poleg njih, pa je še živa, zelo neposredna izkušnja. In kot novinar bi mogel po anglosaški šoli enako vprašanjem, z enakimi vatli se pogovarjati z obojimi. To je objektivno novinarstvo. Na to serijsko poznam. Proti temu se s svojim novinarstvom borim, če tega sem imel precejšnje težave, temu se mogoče, če ne sprejmeš te igre, kakšen urednik to prevede v aktivizem. Jaz temu rečem humanizem, če je to greh, potem pač je novinarstvo povsem izgubilo smisel. In danes, tukaj in zdaj, pa še veliko, veliko težje. Če je objektivizem bil težava za mnoge izmed nas, in se nas je večkrat postavljalo predejstva, kako je treba delati stvari, pa ne govorim o cenzuri, nikoli se nisem soočil z njo. Sedaj se soočamo z novim nasprotnikom. Ta novi nasprotnik je, kot že na začetku povedano, razprašena pozornost, ki počasi dobiva tudi evolucijske poudarke, se bojim, zelo patološko. In kot že tudi omenjeno, dominacija socialnih medijev. Že včeraj sem povedal na nekem drugem dogodku, že leta 2016 je bilo v Združenih državah 70% vseh medijskih vsebin iz prve konzumiranih na socialnih omrežjih. To prevedeno pomeni, da nekdo, ki je prebral tekst o predvolilni kampanji v Alžiriji, tega ni prebral na Delovi ali pa BBC-ovi spletni strani, ampak je na to naletel na Amazonu, na to naletel na Facebooku, Twitteru, morda Instagramu.
In 70% je enormna številka, to je statistika iz pred 2,5 let, do zdaj je zrasla in v bistvu gre že praktično v absolut. In to je, kako bi rekel, še en dokaz algoritmičen, kako mediji, z njimi novinarji, izgubljamo dominantno vlogo v interpretaciji dogodkov in tudi v razmisleku o novejši zgodovini, recimo. Ne? In kako se mogoče proti temu boriti? Janis je to delo tako, da je pač ves čas nosil glavo na plati. Mnogi delajo tako, mnogi so to glavo zgubili. Kot v alpinizmu te vedno čaka nekaj, kar se ti sesuje na glavo. Moja generacija, pa generacija plus minus, je kadrovsko precej okrnjena. Ravno to sem včeraj povedal, ko sem začel delati, to, kar delam, sem bil z naskokom najmlajši v svojih zadnjih poročanjih, vojnih poročanjih, recimo fronte za Mosul, ki je bila zadnja to vrstna, mislim, da tudi bo ostala najbolj krvavih bit modernega časa. Zahodni Mosul je bil bolj uničen, kot sta bila Stalingrad in Dresden, recimo, v koncu druge svetovne vojne. V bistvu, kamorkoli sem prišel, sem bil med starejšimi, lahko bil že vremenski starešina. Vmes pa je minilo, recimo temu, 20 let. Teh 20 let je minilo v neskončno hitrem, pospešenem posnetku in v tem času se nekako nismo spraševali, kaj se dogaja, kaj se nam mudi. Spremenilo se je pa čisto vse. In počas je nastopil trenutek za umik iz te zgodbe, zato ker moraš vedeti, kaj prinašaš, moraš vedeti, zakaj prinašaš in kaj to tudi odnaša. Da so človekove odgovornosti morda tudi kje druge, samo kot tam zunaj na eni strani, na drugi, da je v bistvu težko živeti z občutkom, da si ves čas na ego safariju. Ego safari je vse, kar ne prinaša rezultatov in ne spreminja pozitivno življenje drugega, v moji definiciji. In ravno to usmeritev v močne osebne zgodbe in sledenje njim od začetka do konca, karkoli že to je, se mi zdi, da lahko, vsaj v nekem mojem svetu, edino naravno nadaljevanje novinarstva, kot sem ga opravil do zdaj. In mogoče sem imel veliko sreče na tej poti, mogoče imam še vedno, ampak v teh letih ste se spisali, naredili dve zgodbi, ki sta v smislu, ki ste vedno, ko se vprašam, in torej vsakih 17 minut pa pol, zakaj vraga to počnem, pa če ne bi počel kaj drugega, oziroma ali ima to smisel, vedno mi pač te dve meni, te zgodbi prijeta pred nos in se mi zasmejita v brez in reče, da splača se, pogled, ki sta neposredni dokaz, da se splača. To sta sirski violinist Rami Basisa in rudar, slikar in veliki človek iz Zagorja in Srebrenice Mehmedarja Alić. Dve največji, najbolj pomembni zgodbi v mojem življenju, v najnem življenju z Juretom. Obe zgodbi sva od začetka do konca delala skupaj, delava še vedno na nek način, predvsem z Ramijem. In rekel, ko rešiš, kaj že, enega človeka rešiš ves svet, to gotovo ne drži, gotovo pa rešiš sebe. In se mi zdi, da z tema dvema zgodbama, podrobnosti lahko tudi kasneje, da ne dolgovezim, se mi zdi, da se odplača nek kozmičen dolg. In ko srečaš človeka, ki je dal za sabo vse kroge pekle in mu pomagaš, vsaj tako, ne nujno s celo roko, morda s prstom, kad dlje ne sežeš, ker je rabo glih samo malo, da se prerine preko roba do končnega pogroma in mu uspe zleč čez. Mislim, da večjega zadovoljstva človek ne more čutiti. In obema z Juretom se je tako pa Ramijo, kot Mehmedali to zgodilo. In kakšen užitek je gledati vnaprej poražene ljudi, ki so v tej bitki, kjer ni zmage, slavili z gigantsko razliko proti stvarstvu. Jure, boš prišel sem?
Dok še malo. Dobro, zaenkrat. Lep pozdrav. Ja, jednač jaz bi v bistvu povedal to, da na ta način rekel, kar Boštjan govori in to, kar poslušam, se mi zdi vse tako zelo blizu in zelo prav, seveda, in občutke delim, ampak ne znam tako govoriti in ni potrebe tako govoriti in govorim pač na svoj način. In ja, si prizadevam, da bi to delovalo v bistvu v isto smer, da bi se kakšna stvar, da bi nas kakšna stvar malo ustavila ali pa nas malo za trenutek sedla, oziroma nam dala misliti, kaj se dogaja, oziroma kaj lahko naredimo, ker sigurno lahko kaj naredimo. In tisti, ki smo se pač odločili za to, da bomo to delali, imamo še večjo odgovornost, da resno to delamo in Anderson je v bistvu emocija, vse ostalo je samo tritne. Mislim, da je res Ti imaš nikoli problema s tem, da imaš občutek, da prepričuješ prepričane, da delajo stvari v nemar, da delamo, to je meni zelo prevladajoče, še posebej zadnja leta, ko gotoviš praktično, da vsaj na domačem terenu se zelo bogato poznamo med sabo, ker živimo v taki filmi, cestni družbi, ne, smisel, taka velika družina. Nekako v nekih krogih se hitro bolj srečamo vsi, ki delamo neke podobne stvari in to je tak lep feedback, imaš občutek, ki smo krasna družba. Ne? Potem pa v realnosti, v tem, kako bi rekel, etičnem izplenu, dobiš ljudečo žico in kršenje vseh mogočih človekovih pravic že na levi strani političnega pola. Se to sliko nekaj hudo narobe, ne? Ja, ampak je taka je. Ne moramo narediti tako, kar je, mislim, ne moramo narediti. Odpelamo, ne? Nas pa nakotira, ne, oziroma nas zbudi, oziroma se nam smeje, da oziroma nekam povedi, da živimo nekam svojem. Mogoče v gledališču? Ja, neke vrste, odr, sigurno. Res, da napišemo, mislim, jaz takrat, kad delam, oziroma sploh, kadar so stvari tako resne, kot so te neke zgodbe, kateri zdaj govoč, se zelo držim tega, da ne posegam v dogajanje na odru, oziroma na sceni, oziroma igralcih, ker se mi zdi to bistvena stvar, da se zaradi mene nič ne spremeni in da se prav jaz ne pokažem neke reakcije na to, da nekdo vidi, da je sneman, da je opazovan, da je drugačen kot sicer je, da bi naredil nekaj druga, kot kar bi sicer delal, da bi se držal drugač, da bi, ne, kar je v bistvu nekoče ena najtežjih stvari, čeprav je, ne, zelo lahko se samo skrita, pa jih ima neko drugem in te ne vidijo, ampak se, če greš drugem, če se vrneš, če si v drugačnem izhodišču, imaš nek drugačne poglede, tako tehnično in ozadje in tako naprej. In ja, mislim, na odr že, ampak na odr se pač ve, kaj treba narediti, ki pa delamo na to, ker spremljamo dogajanje v živo, ne, brez da bi ravno na te točke, jaz sem tako dobro poznava se v nudo, sporazumeva se z medmeti in z podobnimi zvoki, ampak ena drobna provokacija, nisem čisto prepričan, kako boš
zadovoljena. In to je vprašanje v bistvu za oba resnice, tudi za publiko. V uvodu, v prvem delu Planet Eartha, BBC-eve briljantne znanstvene oddaje, je neka sekvenca, ko polarnega medveda, že fino utrujenega na ostankih ledene plošče, morje nosi, ta plošča se topi in potem se stopi in on se stradan išče hrano in mu ne preostane drugega, kot da plava. In plava v bistvu neznano. Zdi se, da plava ne povrata, je to pač konec te zgodbe. Da s tem smo ilustrirali posledice klimatskih sprememb in vse gremo loro na slike. Pa ni tako. Ta medved po, če se namotam, 14 dneh in 150 kilometrih preplava do nekaj, kar ne veš, ali je otok ali celina, in tam je kolonija morskih levov. Vmes ga kamera ves čas spremlja, seveda je monterano in zadržirano v BBC-evi Attenboroughski naraciji, zelo antropocentrično, tako s človeškimi emocijami gledamo na nekaj, kar je nekaj povsem druge, ampak ta medved hera, umera, razpada, vidi se, da trpiš z njim, v bistvu zelo ga odčlovečiš ga, postane tvoj prijatelj, brat, sestra, punca, oče, želiš mu pomagati sebi, ampak ekipa BBC-ja tega ne naredi, pride, pač medveda prinese, priplava do tega zaselka morskih levov in on začne pač se boriti proti njim, edina možnost ni ravno naravna preko potno prehranjevalni verigi, ampak je to očitno, da dramaturško dobi medved posledno možnost preživetja. S tem, da v bistvu v resnici poseže v naravni red, kar je dobra metafora tistega, kar sledi. Ampak je prešibak, ne uspe mu zmagati v tem lovu in umre. Beri ga shera in konec zgodbe. Attenboroughova interpretacija tega je, lahko bi ga rešili, pa ga nismo, ker smo s tem hoteli povedati. Smo bili s tem veliko bolj resnični in smo pokazali, kaj se zgodi. Pred 10 leti se mi je to zdelo, ne bom rekel navdušujoče, ampak zanimivo sem sprejel ta argument. Danes se mi zdi kot človeku, ki bruha na anglosaške objektivistične standarde, to absolutno nesprejemljivo. Ali lahko zaradi tega, ker je nekoga zbil avto, pa če tudi, ne vem, morda sam kriv, pa kakšne so okoliščine, za ceno tega, da povemo zgodbo, da je v prometu res težko pustimo človeka, da leži in tam umre. Kje je tu prostor novinar in fotografa? Fotografa novinarja. Kaj bi ti naredil? Nekaj te stvari, kot bi težko rekel, nekaj podobnih ali pa malo podobnih teh zadev, ko smo že zdaj, sva že bila zraven, pa smo se zelo tako pogovarjali in sem bil, da so to odločiti, da je malo reči, da se je večne, da ne, tako nisem. Se spomnim tega, tudi sem gledal. Kaj bi naredil, ne vem, težko bi rekel, mislim, če bi res bilo to, da bi se... Prijateljska pločica bi umetala, ne? Če bi bil to bliz, mene bo pripotal, pa bi se mu mogoče pusto pola. Dobar, fejna, to je naravna pot. Ampak preko za ceno sporočila, je sporočilo lahko imidž sporočilo beseda večja od tega, da rešiš kakršnokoli že življenje. Mislim, težko bi tle se to tako postavilo na to, da rešiš enega in se reši vse, da se predvodi. Ja, se je to sam... Isto zgodbo se ne To so tako neke te stvari, kakor ne vem, smo že vsi verjetno dali po nesrečke delali tako, ne se je to veterana, tako škoda. Vemo, da se to dogaja in ne vem, mogoče pa ta medved bil okej šok, zaradi tega, ker bo okej. Kaj nekaj čudnega pojedel.
Ne, ni pojedel. A bi mogoče v tem trenutku kdo iz publike nam tole kaj pripomnil? Če nutricionist, recimo. Svoje izkušnje. Bi nekaj rekel. Se sprašujem, zakaj je to sploh vprašanje, ker po moje iz etičnega stališča seveda ne more biti nobene dileme. Jaz sem tudi že večkrat poprej videl kakšne filme v zvezi z živalmi in so pustili kakor naravno to stvari, da je šlo. Meni se to zdi popolnoma, tako kot ste vi sami rekli, popolnoma nedopustno. In to sporočilo je eno figo vredno, če je tam bila tista ena žival pravzaprav žrtvovana ali pa človek ali pa karkoli. Vse se gleda tisti film Nightcrawler, kaj je bilo, ker je to absurda bilo kriminalno, ta neetičnost tistega fotoreporterja, ki je dobesedno slikal vse tiste grozote, ki so se dogajali pusto, da so ljudje pomrli. Celo njegov kolega nazadnje se mi zdi, da je bilo v filmu tako. Tako da jaz mislim, da iz etičnega stališča sploh ne more biti tukaj nobene dileme. Imam pa eno drugo vprašanje. Vi ste rekli, da ste sodelovali, seveda bili na teh tujih prizoriščih, pa tudi domačem. Pa me zanima, če imate odgovor na tole. Recimo, ko takšen begunec, ki je lahko, včeraj sem bil v Celju, pa sem sodeloval z enim takšnim, 6 let je rabil, da je prišel iz afriškega roga, tem preko Italijo, v Slovenijo. Vmes je prestal strahovite stvari in tako naprej. In če mi znate na to odgovoriti, potem takšen pride tu v te razmerje, potem se nekako iz tega stresa nekoliko uredi, dobi nek denar iz tistega fonda in ga porabi zato, da se popolnoma potetovira po hrbtu. Tega ne razumem jaz. In se spomnim ob tem na eno zgodbo nemškega klasika Heinricha von Kleista, ki je naslov je Potres v Santiagu, kjer je res bil en ogromno potres, tam ogromno ljudi je bilo mrtvih, in potem se je za en kratek čas vzpostavila med preživelimi ena solidarnost, bi rekel, pomagali so drugemu. In potem v naslednjem trenutku, tako kot isti dan, so ti ljudje, zaradi tega, ker se eni kakor niso držali nekih pravil, ki bi se jih mogli, pa so takrat bila skratka neka neporočena par, to je bilo v 18. stoletju, se je strahovit zločin zgodil teh preživelcev nad tem parom. Kot da bi ljudje v trenutku pozabili, kaj so doživljali in se začelo obnašati, kot da nič ni bilo. To, če mi znate, kakšno besedo o tem reči, ki ste videli. Zelo preprosto, svobodna volja je, da se tetoviraš ali ne glede na to, ali si iz Mogadiša, New Yorka ali pa iz Santiaga. Človeška pravica. Res svobodna volja. Ja, svobodna volja, ampak zakaj na ta način, ko bi rekel, uporabiš tisto, kar se lahko komu pomagaš? Vprašajte njega, gospod. Pač je čutil neko notrno potrebo, da se s tem realizira, mogoče bila to stara želja. Pa dvomem, da je dal veliko celotno premoženje za to, da se je porisal. Predvsej, kako bi rekel, deplasirano se mi to zdi razpravljati o tem, glede na to, da je to A, gotovo osamljen primer, B, človek sam odloča o tem, kaj bo in kako, z denarjem, ki ga dobi. Mogoče imam odgovor na to vprašanje gospoda o abnormalnih situacijah, ko se obnašaš abnormalno, za tiste glede je to popolnoma normalno. Ti si v takej situaciji abnormalno. Ne pričakuješ, da bo se obnašal drugi človek, tako kot ti pričakuješ od tega. Ker je on v abnormalni situaciji in se abnormalno obnaša in to je normalno. Še več, mogoče je taka agresivna potreba po totalni normalnosti. In kaj je najbolj normalno, kot to, da se pač potetoviraš?
Na odgovor za medveda bi še dodal, ne, jaz bi mu vrgal konzerve tun. Seveda. Ker to je posmehljivo, kako recimo vojna v Jemnu, ki je pozabljena vojna, ljudi umirajo pod lakote, v državi, ki bi lahko rasla pšenica. In mednarodna skupnost gleda reče, mi forsiramo, da gre humanitarne pomoči v Jemen preko porta Al-Qaeda, recimo. In dajo pomoč, ki je črviva moka, stvari, ki niso več niti za živali. In rečo, mi pošiljamo to humanitarno pomoč in oporniki ne dovolijo te pomoči, da gre noter. A hkrati vojaške ladje blokirajo trgovske ladje, ki so trgovci plačevali in normalno robo, ki jo res je, bojo kupili ljudje drago, res je, da bo težko prišla do teh mest, ki so okoli na kakoli, ampak bojo vsaj jedli normalno in živeli normalno. Samo pustite ljudje živeti. In na koncu slišimo, kako nekateri so grdi, ne puščajo humanitarne pomoči, da gre v državo, ki so lahko, ki pa umirajo od kolere in tako dalje. To je žalostno. To je zato sarkazem, da bi vrgo, pustite medveda, pa bo živel, ne rabite nič, ne ga snemati, ne nič, kažete, pustite ga pri miru. Vi sami najbolj veste, kako je bilo potrebno 3, morda so 4 leta, da smo sploh začeli govoriti o vojni v Jemnu. In zato niti ni bil razlog v Jemnu, ampak v Kasodžiju. Zgolj posredno smo se dotaknili te vojne, popolnoma pozabljene, enega konflikta, ki se zopet dogaja tam nam zaprto nekje v popolni eksotiki. Še enemu od. Ne pozabno, selska vojna v teh dneh vstopa svojo 9. leto, ponavljam 9. leto. Druga svetovna vojna je trajala slabih 6 let. V celotnem razponu. Torej je to 1,5 svetovna vojna. In selska vojna je dejansko bila na svojem vrhuncu, recimo v drugi polovici leta 2015 svetovna vojna se bila upletena preko 70 držav, vključujoč samoklicano islamsko. Pa še ta vojna še daleč ni končana. In tisto, kar se dogaja, dela bi bilo veliko, če se ne bi upokojili. Dve vojni, naša generacija, naša novinarska generacija, tudi vaša generacija, ki sta praktično večni, sta iraška in predvsem afganistanska. Afganistanska vojna, to kar pozabljamo. Zdaj, v letošnjem letu bo v velikih narekovajih praznovalo 40. rojstni dan. 40. rojstni dan za sovjetsko invazijo v Božiču 1975. In s kratkimi premiki, predahi, bi rekel, med eno in drugo vojno in enim in drugim konfliktom. V bistvu, da je odrašča 3., morda 4. generacija, ki ne otrok, odraslih, zdaj že zelo odraslih, starejših starih, ki ne poznajo nič drugega kot vojno. In Afganistan na tej točki, kjer so bila res velikokrat, je Evropska unija v letu 2017, to potrdila tudi v letu 2018 in enako velja za slovensko vlado, proglasila za varno državo, kamor se v tisočih deportira begunce in imigrante. Seveda v afganistanskem primeru lahko in moramo govoriti samo o beguncih. Pa smo to tudi popolnoma spregledali. Afganistanski begunci so zelo na dnu neke verige, možnosti, opcij in praktično ne morejo prijeti nikamor več iz grških otokov ali pa so v Srbiji in Bosni in Hercegovini že mesece, nekateri celo leta. Če kaj, potem je Afganistan naša vojna, ampak v tem prostoru tudi dobesedno. Z desetletjem vojaške prisotnosti, če ne drugega. Sodelovanjem v njihovih vojnah, ki so za tega del postale naše, v odgovornosti pa nismo prevzeli, ampak ljudi izganjamo ali pa jim zanikamo osnovne človekove pravice in kršimo mednarodno, humanitarno in azilno pravo. Pa je to nekaj posebno normalnega, to je nova normalnost. Morda še kakšno vprašanje? Sam, če lahko. Res ste omenil, da je v času vojne v bivši Jugoslaviji
Jugoslaviji, da smo imeli tudi do 70,000 bosanskih beguncev pri nas, ampak po mojem to vseeno razlika. Ne? Mi smo bili dolg časa v skupni državi, tudi tukaj živijo ljudje, ki so rodstveno povezani zaradi tega, pa še kulturno smo bolj ali manj, da rekel, nekako podobni si vsaj, ali pa skoraj enaki. Ne? In taki ljudi najbrž okolje lažje sprejme, kot pa ljudi iz okolja, ki je pa kulturno mogoče čisto drugačno in zaradi tega pa pride do bojazni, ne? Kako bodo pa potem na nas vplivati. Mislim, jaz skušam razumeti, zakaj je tako. Ne? Čeprav, če pomislim, če bi 1000 ljudi sprejeli, recimo, ne? 1 milijon na 1000 ni nič, ne? Seveda ni nič. Ne? Ampak ljudje smo pač, ne vem, iracionalni, ali ne vem, zakaj je tako. In pol, ko je nekdo začne podpihvati, pa ne vem, svoje ideje plasirati, kot ste rekel, na državnih omrežjih in tako naprej, ker se nas veliko bere, potem je to težko zajeziti in se boriti proti temu. Jaz pravzaprav ne vem, kako bi se šel boril proti temu, pa sem doskrat razmišljal. Sem bil v obdobju, ker sem bil prav zagrenjen, pa bi rekel tako v takem stanju duha, ker se mi del čist brez izhoda in brez veze, ker še zdaj ne vidim nobene rešitve, to čist pošteno povedam. Zaradi tega, ker so toliko močnejši in toliko večji, ki take probleme in stanje ustvarjajo in ustvarjajo pa lahko ta begunski otrok. Veliko, ki ste rekel, plasiraš fotografijo, 2, 3, ne vem, reportažo, ki se te dotakne, ampak naslednji dan ali pa čez 2 dni je pa že druga stvar in pozabiš. Ker je toliko dogodkov, toliko informacij, ki nas vsak dan bombardirajo in ne vem. Tak, sem nas bombardirajo samo informacije. Kakšen privilegij? Ja, se strinjam, ne? Ampak jaz hočem reči, da po eni strani razumem, zakaj je toliko malo odziva pri ljudeh, čeprav to ni prav in Se vam danes zdi, da zato, ker nam je v resnici preveč udobno? Ker nimamo sveže zgodovinske travme, morda. Vem, se to vprašanje, za odprt pogovor. Kaj pa se tudi za bosanske begunce nam ni bilo udobno, da jih je bilo to na koncu. Nekaj udobja je šlo na ta račun. Gotovo smo imeli pa svež zgodovinski spomin. Pa je to v bistvu bil podaljšek tudi naša samosvojitve, tako drugač. Zelo posledično, ne? Še enkrat, 200 do 250 ljudi, ne? Tako res mehna številka, kot smo prej omenili, ne? Statistično je zgodba o begunstvu v Evropski uniji v tem trenutku da številke nikoli v zadnjih letih niso bile nižje. To je tisto, kar je v bistvu meni ne samo paradoksalno, ampak bizarno. Ampak bolj kot ponavljaš te številke, bolj že sam sebi verjamem, da je to fake news. Zaradi tega, za trenutka, ker ne moram verjeti, kako je mogoče, da tako odšitna dejstva, tako odšitne resnice ne penetrirajo tega samoljubnega teflona družbenega. To mi je nedojemljivo. In to mi kot novinarju ali pa, ne vem, angažiranemu državljanu res ustvarja strahovita frustracija. Res je, kot se začel pogovor, ne vem, delali smo številne napake. Mislili smo, da nam bo, ne vem, da bomo imeli desetletje možnosti ustvarjanja v podobnih formatih na podoben način, s podobno metodologijo in tehnologijo. In se na to recimo generacija vsaj pred mano ni prilagodila in je generacija za sabo pustila na odprti streljačini. Ker ta generacija seveda, recimo mlajši od mene, so bili leta in leta prekarci in niso mogli po hierarhiji v novinarskih hišah rasti. In potem je nastal nek gap in to ne velja seveda samo za Slovenijo. In tega prostora, ki je tudi prostor vrednot, nihče ni mogel zasesti. In tudi prostor, ki je tako tehnološko obremenjen in hiter, je bilo zelo malo ljudi, ki bi uspeli v tem času se pravilno hitro in dovolj intenzivno obvajati.
In je bila priložnost zamujena, z omejeno priložnostjo so pa do priložnosti prišli, je bila po mojem mnenju do priložnosti zelo intenzivno prišla in je tudi spretno izkoristila temna stran meseca, ne? Temna stran spleta, kdorkoli že to je. Temu se ne da več konkurirati, ne? Se zdi, da je to pač končana, nepovratna zgodba, poraz je podpisan, priznam, izgubili smo, v imenu celega razreda, ampak to še zdaleč ne pomeni, da bomo odkorakali iz igrišča. Lahko še bi sam nekaj odgovor dala na pač, ko ste označili ljudi, ki prihajajo kot kulturno čez drugačne, pa če se s tem popolnoma ne strinjam, ker se mi zdi, da ljudje, ki prihajajo, niso kulturno čez drugačne, pač vsi ljudje, tudi ljudje, ki sedimo zdaj v tej sobi, prihajamo z različnim kulturnim ozadjem, imamo različne kulturne običaje v svojem vsakdanjem življenju in ljudje, ne glede na to, iz katerega konca sveta smo si v resnici dosti bolj podobni kot drugačni in dosti več stvari nam skupnih, kot nas jih ločuje. Pač vsi imamo željo po sreči, po ljubezni, po nekem spoštovanju, po dostojanstvenem življenju in se mi zdi, da že samo to razmišljanje, da vidimo ljudi kot kulturno čez drugačne, pač v tem je problem, ne? Ker to ni res in s tem že delamo neke nove meje, nove zidove gradimo in ustvarjamo nas in njih, kar pa pač ni res. Ne? Se s tem ne strinjam, jaz bi to rekel se to, da smo vsi, želimo biti srečni, si ostati tako življenje, mirno, živeti v miru in tako naprej, da to so bolj osnovne psihološke potrebe človeka. Kako pa kultura so vaša? Mislim, tako čez, recimo to, da nekdo rajši je nek, ne vem. Nisem to mislil slabšalnem pomenu, ampak... Ne si razumem, ampak... Razlike so, jaz pa mislim, da tega ne moramo zanikati. Seveda, da so razlike, seveda, da so razlike v jeziku, v prehrani, v nekih medsebojnih odnosih, ki delujejo v neki družbi. Seveda, da so razlike, ampak te razlike nisem razlike, ki bi nas ločvale. To niso razlike, ki... Sproženo nasprotje. Mislim, jaz osebno ne vem, nisem nikoli. Jaz mlad sem ni tako razmišljal. Starejši sem pa pač par primerov videl, ne bom rekel, da je vedno tako, ampak je treba tudi na to pomisliti. Gospod bi nekaj rad pripomnil, vidim roko. O kulturni različnosti. V Sloveniji je kar nekaj ljudi, ki so dosti bolj kulturno različni od nas, kot pa kakšni od... Bravo. Kot kakšni od pridejo k nam. Jaz se bojim ljudi, ki so v Sloveniji kulturno različni, ne pa tudi, ki so drugi kulturno različni. So se rekel, da se jih bojim? Ja, ampak če začnemo nekoga rečevati na tak način, s tem tako pride po svojom ustvarjanju strahu, ne si to ustvarja. Vprašanje. Ja, vprašanje. Če je današnji dogodek poimenovan razčlovečenje in si v svojem uvodu zelo lepo analiziral, kaj nas je pripeljalo do tukaj, in glede na to, da si tudi omenil, kako vloga aktivnega nekega novinarstva pada in če tukaj zraven še dodamo to, kar si omenil, evolutivno socialna omrežja, kako vidiš kot aktivni novinar svojo pozicijo, da bi recimo morda čez 10 let tukaj imel dogodek, ki bi se mogoče imenoval včlovečenje, ne razčlovečenje, oziroma predvsem tukaj mislim, se pravi, glede na to, da če pogledam tale publikum danes tukaj, smo vsi nekako generacijsko odraščali pred socialnimi omrežji, kar pomeni, da tudi znotraj tega neke vrednote smo odrastali na nekem drugem sistemu vrednot, torej kako vidiš v bistvu nagovor mlajše generacije, ki je morda pomanjkanje empatije posledično povezano tudi, če hočeš, z digitalizacijo sveta.
to ne bi posploševal. Predvsem zgleda, da betoniramo neko medgeneracijsko fronto. Čez 10 let, glede na to, da smo v gledališču, človečenje fikcija izjemno predstavlja. Glede na to, da je še sedanja staka kot je, pa glede na to, da tudi večkrat ste že govorili o podnebnih migrantih, situacija čez 10 let, če se nismo imeli spoprijet z pol milijona ali 1 milijon beguncev v tem času, kaj bomo naredili, ko jih prije 10 milijonov, 20, 30, a sploh je, mislim, kakšne so vaše napovedi, kako se bo to lahko rešilo? Pod vprašanje je bilo, kaj bomo naredili, kdo smo mi. Recimo, da smo mi tisti, ki živimo v sorazmerno klimatsko varnem okolju, ki imamo dovolj vode in ki ne bomo čez 30 let utopljenje pa izsušenje množično. Imamo nekako dovolj hrane, čeprav smo na dnu samopreskrbnosti Evropske unije. Največja napaka pri govorenju o podnebnih beguncih je uporaba prihodnika. Posledice klimatskih sprememb so tukaj in zdaj. Številne vojne že v 90-ih letih, predvsem pa na začetku novega milenija, so v svoji osnovi, v svojem jedru že posledice klimatskih sprememb. Začenši z Darfurjem v Zahodnem Sudanu, kjer se je zaradi popolnega izsuševanja, zaradi širitve Sahare proti jugu, po okoljskem poročilu Združenih narodov 7 km na leto in od 1000 do 1500 vodnih verov na leto presahne v tem področju, je prišel do spopada med poljedelskimi etničnimi skupinami in živinorejskimi. Je bilo to neposredno, v bistvu v modernem času res prva velika klimatska vojna. Potem, kar se je zgodilo tako mimo našega fokusa, mimo naše pozornosti, ob seveda ameriški invaziji, okupaciji in posledični brutalni državljanski vojni v Iraku leta 2003, je bilo v zelo usporednem času, so šle na Bližnjem vzhodu marsikaj druge po svetu neskončno gor cene hrane. V Mezopotamiji, prostoru med dvema rekama prevedeno iz stare grščine, med Evfratom in Tigrisom, nekoč najbolj plodni zemlji v regiji in tudi širše, so se skupaj začeli sušiti. Zelo hitro. V Siriji je bilo, ki leži tudi delno ob reki Evfrat in sodi v ta prostor, predvsem njen severovzhodni del, najbolj ploden, je od leta 2005 do leta 2011, torej do začetka vojne, bilo 6 let zaporednih hude, prej bolj ali manj neznane suše. Ta suša je povzročila selitev množično, tako rekoč exodus, selitev ruralnega prebivalstva v mesta. In je v mestih od Alepa, Damaska, Homsa, Hame, Idliba, Derazura ustvarjala precejšnje tenzije. Glede na to, da je na podeželju večinoma živelo sunitsko prebivalstvo, velik del, kako bi rekel, oblasti v državi in tudi poslov pa v rokah levitske manjšine, to nikakor ni vrednostna sodba, ampak fizično dejstvo, je to sprožilo tudi v kontekstu seveda dogajanja in nove, kako bi rekel, bližnjovzhodne, že dolgo na več hladne vojne, tudi medetnični konflikt, ki je tudi zaradi rečeno klimatskih sprememb potem njihovih posledic eskaliral v najbolj krvav konflikt našega časa. Še en kup drugih vojn tukaj potrebno imeti. Tukaj bi lahko govorili tudi o Turčiji, ki je tista, ki veliko bolj kot dirigira politično dogajanje na Bližnjem vzhodu, dirigira tok obeh rek, kajti te reke tečejo navzdol in Turčija z njimi, z obema Tigrisom in Evfratom lahko počne, kar hoče v času popolnega izsuševanja tega prostora in neopisljivih strahotnih posledic za ljudi, ki jih sušenje ima, so ventili prihodnosti teh regij dobesedno v turških rokah. Tudi zato je mogoče razumeti turški geostrateški obrat proti Rusiji, ne samo zaradi, bi rekel, Putinove pomoči Erdoganu in njegovim obveščevalnim službam v času Puča. Veliko spregledanih, strahovito pomembnih elementov je povezano s klimatskimi spremembami. Kako bo čez 10 let, čez 20, čez 30 let, je popolnoma nesmiselno vprašanje. Tukaj in zdaj
bi morali biti v celoti pripravljeni na to. Ogromno ljudi bo bežalo. Morda bomo sprejemali pozicije z Miamija, z New Yorka. To bodo zelo ogrožena področja. Ne glede na to, da seveda kot vseh drugih vojnah in vseh drugih konfliktih bodo tudi oziroma je že tudi v klimatskih vojnah, vojnah, ki so posledice podnebnih sprememb, bodo tudi tu veljala razredna pravila in bodo bogatejši v prednosti, se bodo večinoma utapljali najbolj revni. Poglejmo Bangladeš, ki praktično delta že poplavlja in bo čez 10-15 let poplavila vse tretjino ozemlja. Bodo v tej vojni, izustimo to, najebali, kako se ne počuti slabo, tem tudi malce bogatejši prebivalci prvega sveta. To nosi vsaj malo poetične pravice, to zgodbo. Ampak dejstvo je, da bo tisto, kar bomo gledali, pa to ni veliko po obisku nekoga, ki mi je govoril v prihodnosti, da spregovorimo o njej. To ni te vrste pripoved. To je tisto, kar smo že bomo videli z lastnimi očmi. To je tukaj in zdaj. In posledice bodo silovite. Milijoni, 10 milijonov ljudi že izgublja svoja domovanja, določena otočja, recimo Kiribati, zelo malo Maldivi, so že pod vodo. Specifička otočja bodo počasi začela izginjati. Ampak to je en del te klimatske zgodbe. Zaradi povišenih temperatur se bodo dogajale tudi veliko bolj strašne stvari. In zaradi tega, da to poskušam izkoristiti taktično, če bo dovolj uspešno za nek obrat, sem tudi na novinarski poti naredil nek okljuk, mogoče bližanco v neki malo varni poti, ki pa ohranja to neko bit upovedovanja konfliktov in interpretacije družbe od res klasičnega vojnega poročevalstva recimo in interpretacije tega, analitičnosti, do v bistvu neke nove fronte. In ta fronta, nova je napisana po strani v Itelixu, so energetski veri, morebitne priložnosti in iskanje v bistvu nekih rešitev. In zato sva z drugim fotografskim kolegom Matjažem Krivicom pred 2 letoma pa pol začela svoj dolgoročni projekt Liti, gonilna sila 21. stoletja. In to je tak izstop iz neke prejšnje naracije v novo. In v bistvu brez orožja in fizičnih vojn v bistvu se nadaljuje ista zgodba, samo da se išče veliko bolj rešitve, odgovore, kot pa se postavlja vprašanja in prikazuje posledice. Se mi zdi, da v enem trenutku, če že ne novinarsko, je pa to človeška dolžnost potem, ko si toliko videl, doživel, prebral in si upam tudi razumel in poglobil. In se mi zdi, da pač naloga to znanje utrditi, posredovati in morda najdeti neke skupne imenovalce, vendarle delujoče, ne bom rekel, boljše prihodnosti, boljše ni. Lahko je samo taka. Lahko samo krpamo, sestavljamo skupaj. Ampak ta SimCity igrica leta 91, vrhunska, je naša prihodnost. Ko govori nekje, da si že govori druge. Izostriti se bo treba v crisis managementu. V tem smo v tem pristopu katastrofalni, ker ne vemo, kaj je kriza. In ugotoviti bomo mogli, da je hierarhija bolečine zelo relativna. In postavljati svoj bol, svojo nemoč, trpljenje tesnobo nad bolečino, tesnobo kogarkoli drugega. Na vse skupaj poliva še bolj pod vodo in naraščajoče oceane. Jaz pa vidim v tem novinarstvu problem, da v bistvu mi, ki se s tem strinjamo, to preberemo in čutimo isto, kako dostopa do unih, ki v bistvu ne nočejo tega brati, v bistvu kako do njih, kako njih prepričevati in kaj povedati in kaj dopovedati, mislim, prideš
dostakrat v konflikt, ravno zato, ker te ne poslušajo, ne? V bistvu. Morda tudi mi ne poslušamo, ne? Ali pa ne slišamo. Jaz se vse čas to sprašujem, ne? Da možemo tudi mi razumeti drugih argumentov, ne? V resnici smo vajeni mi razlagati drugim, pa da nas drugi ne, pa mi postavljati vprašanja, ne? Mogoče, ne vem, ne? To je ta prostor prepričevanja prepričanosti in etičnega greha, no, ves čas se to sprašujem. Iskanje novih formatov, ne vem, vključevanje brez občutka nekega skorda božjega sindroma v tudi nižjo raven diskurza, ne. Prepričevanje zelo intenzivno, od vrat do vrat, tako potekajo tudi kakšne volilne kampanje, ne, pomnim se naprej. Ko bi rekel, algoritmi, ki jih danes odločajo na volitvah, niso več takšni, kot se nam je zdelo. Ne? Algoritmi nagovarjajo ljudi, ponavadi, ki ne glasujejo, ne? Imajo pa zelo močna čustva. Ne? In kot rečeno na začetku, videli smo pogoreli pri Trumpu in pri Brexitu z redkimi izjemami, ker se jim je zdelo preprosto nemogoče, ne? Da se to lahko zgodi, zato ker komuniciramo samo sebi podobnim. Redko seže to čez nek drugi, tretji socialni krog. Ne? In nismo imeli refleksije, bili smo zelo samozavestni, da nam je vse jasno, pa se je skazalo, da nam bolj nični. In zdaj je minilo 3-4 leta, in 3 leta, in se mi zdi, da se kaj dost ni spremenilo, se mi zdi, da večina ljudi okoli mene ne govorim samo o domačem okolju, pa zelo intenzivno spremljajoč medije po vsem svetu, dela na zelo podoben način. Ne? In to je velika napaka. Ne? Hkrati, ko smo so naredili uredniki in nasniki medijev še eno gromozansko napako, ki je močno pripomogla k temu, kjer smo danes. Ne? Z željo po naberjenom klikov, ki vzburja oglaševalce, imamo še vedno in vsa ta leta na stežavi odprt komentarjat prosto za komentiranje in forume, kjer se ustvarja povsem nov jezik, državna diskurza je strahovita, za moje pojme vredna zaporne kazni, če že ne strelskega voda. In s tem futramo to pošast. Uredniki, lastniki, tudi medijev, tudi novinarji, s tem futramo pošast, ki je tam zunaj. Pošast, ki je neoprejemljiva, ampak pošast, ki še kako je, in pošast, ki ustvarja nove pošasti in pošastnosti. Ne? To je treba prekiniti. Svoboda govora je takšna kot katerakoli druga svoboda. Nemudoma mora biti brutalno omejena, ko posega v svobodo drugega. Pika. Ne? Svoboda govora ne more biti in ne sme biti absolutna. Ko govorim kot novinar, je to nekaj najbolj blasfemičnega, kar lahko rečem na glas. Ampak bom ponovil, svoboda govora ne sme biti absolutna. Kdo ustrelil iz novinarskih kolegov v glavo. Ne. Ampak ja, zato se je morda potrebno žrtvovati. Lahko sam gospe odgovorim, kako naslavljati ljudi, ki mislijo popolnoma drugače od tebe. Ne? Jaz sem delala v okolju, ki je sprejelo begunce. Naš zdravstveni dom je oskrboval begunce. Razen mene, pa mogoče še koga, so vsi podlegli tej masovni histeriji, kako nas bo to seveda uničilo. Jaz sem morala vsak dan iti v to okolje, delati s temi mojimi kolegi, sodelavci, prijatelji in sem nekako skozi osebno izkušnjo, pa veliko razmišljanja, pa pogovora znotraj družine, kjer pač mama je drug diskurs, ugotovila, da prvič moraš imeti pogum, da stopiš v to sredino in na en prijazen način plasiraš svoje mnenje. Zelo pripomore, če pripoveduješ o zgodbah, ki si jih doživel v tem delu z begunci, res takih subtilnih zgodbah posameznikov. Pomaga, če izraziš ne svoj pogled, ampak rečeš, joj, včeraj se mi je pa zdelo, da
bi se v bistvu lahko tudi meni to zgodilo. In sem se vprašala, kaj bi pa jaz naredila. Zelo verjetno se ne bi drugače vedla. Moja dejanja ne bi bili bistveno drugačni, kot so dejanja in poti od teh ljudi zdaj. In moram reči, da ne bom rekla seveda, da sem kogarkoli spreobrnila, ampak čez čas so se vsaj tisti rafali grdega govora zjutraj pri kavi malo ustavili. Tako da samo šeram neko izkušnjo, ki ne vem, kaj bo Boštjan na to rekel, ampak evo, to je mogoče en tak praktičen nasvet. Jaz nemam problem z osebnim stikom, ne. Bolj je problem v tem, da ne prideš osebno do toliko ljudi, da bi jih lahko tem tumam, ne, ker medije imajo vse malo večji diapazon ljudi, ki bi jih naj brali ali pa stika do njih. Jaz nimam osebno, ne, jaz lahko se pogovarjam z ljudmi, ki imam osebno stik. Jaz tudi v šoli učim, pa imamo to zadevne debate dostkrat, ne. In mi uspe priti do ljudi, ki jih osebno lahko nagovarjam, ne morem pa, mene bolj zanima to, kako do tistih, ki nočejo do tebe priti, pa ja sej. Ali pa ki nočejo prebrati članka, ne, ki je v Delu, ali pa ki je v Sobotni prilogi na prvi strani, recimo. Tako, ne. Samo vprašanje, v bistvu, kakšno je vaše mnenje o Breitbartu ali pa recimo Svet 24? Pač, če gledamo nekako uravnoteženje, kaj je uravnoteženje novinarstva, prisotno recimo Breitbart bolj manj pripomogel k Trumpovi zmagi. Zdaj Svet 24 obvešča v bistvu vse, ki ne želijo brati tega in vsega svojo resnico, tako da kakšno je v bistvu vaše mnenje? Si si že vse povedal. Mislim, Breitbart, kar je dobra plat, ne, tega je, da je bil vse čas transparenten. Ne? To je jasna igra. Ne? Nikoli se svojim nekdanjim šefom ni pretvarjal, da je karkoli drugega, kaj je. Ne? Beli naciji z jasno agendo. Ne? In to deluje uspešno in to se je v zadnjih letih kot, ne bom rekel nujno posloven, kot ideološko-političen, pa vendarle je model previsel v kar nekaj evropskih držav. Slovenskih novinarskih kolegov, že so pa razen v pozitivnem kontekstu ne bom razpravljal. Mislim, gre za to, da če gremo recimo, pa zdaj spet poslušujemo, če gremo recimo na podeželje, tam imamo recimo zdaj po cerkvah predavanja, takih predavateljev, skočimo določenim nazornim. Vse klega imamo tudi Trankar. No, vse to. Tudi zdaj, kako v bistvu pride do dialoga med recimo nami, med tem, kar mi počnemo in recimo nekom, ki pač zdaj predava v neki cerkvici. Ja, predvsem brez občutka vrednosti, ne? In kar je ključno v mojih izkušnjah, ta beseda je to pomembna izkušnja v mojih tukaj, z delitvijo fizičnosti in čustva, pa ne pravim, da bi mogli imeti orgije, ne? Ampak skupno doživetje, ne? Skupno intenzivno doživetje je tisto, ki omogoča skupen jezik, no? In solidarnost. Ne? In ta je bila marsikdaj pokazana. Ne? Ko se spomnim, mi je bilo zelo lepo gledati, po bistvu sem bil presenečen med tako imenovano slovensko vojno, med tistim krajšim oboroženim incidentom. Natančneje sem bil star 15-16 let, ne? In sem pač to spremljal z nekim silovitim zanosom, hkrati pa sem bil zamegljen spomin in bil sem premalo odrasel ali pa nič odrasel, takrat, da bi lahko razumel medijsko naracijo. Ne? Ampak potem sem pa ob 20-letnici, po moje osamosvojitve,
gledal nek dokumentarc iz julija 91, narejen takoj po tem oboroženem incidentu. In tam noter, delala ga RTV, ni bilo ene sovražne besede, ene kančka nestrpnosti. In so bilo poročanje s teklin Gornja Radgona in italijanska meja pač na Škofijah in tako naprej, vse te ključne točke. Kako je to mogoče? Naracija, ki nas je združevala, je bilo to, ker so imeli za sabo močne izkušnje, po moje. Mislim, morda špekuliram in lahko izjema, ki potrebuje zelo neugodno pravilo, ampak tisto mi je bilo tako res lepo videti. Imeli smo razloge za neko, mora biti, iracionalno sovraštvo, nek odziv, pač vsak, ki je napadeno, morda to nek tak argument. Ampak tam noter ni bilo nobenega, to je srbska četnička agresija diskurza. Zelo človeško, zelo natančno, zelo, uporabil bom to besedo, objektivno je bilo pokazano. In se počutil tako zelo vesel sem bil, ker sem ti videl. In to je bilo narejeno, kako bi rekel, nekaj mesecev po uradnem odhodu iz totalitarnega režima. Ne vem, nekaj je narobe te sliki. Morda je ravno ta gigantski gost informacij to ustvaril, ta diktatura izbere. To, da preprosto ne potrebujemo več znanja, da bi vedeli vse, ker vemo vse, ni tako. In ko veš vse, ti je bolj nam za vse pomaga že zelo hitro tudi vse, bojim se, da je to tako, res, treba je pogledati ta dokumentarc, slovenska osamosvojitvena vojna. Tist je vredno vrhunskih dokumentarističnih nagrad v retrospektivi. Ja. Zdaj, takole, ko vas poslušam, sem se spomnila na eno idejo, gospod Videnšek, tudi za vas mogoče, kako bi približali, ne prepričvali, kako bi približali dobre zgodbe v naš prostor, kar se tiče beguncev in našega odnosa do njih. Jaz namreč imam lanskoletno izkušnjo 3-mesečno dela v azilnem domu z begunci. Kruta izkušnja, kako naše okolje odreagira na drugačne. Pa tudi zdravniki, tudi delavci v azilnem domu, slovenski zaposleni, socialni delavci, tudi urad, kakšne igrce se grejo, kako se s temi ljudmi počne. To je grozna izkušnja. Delam tudi v skupini prostovoljnih psihoterapevtov, ki delamo s begunci in imam zdaj zadnje leto priliko delati z zelo veliko količino nevladnih organizacij, ki delajo s begunci. Teh ljudi je ogromen in pišejo se res dobre zgodbe. Vaše zgodbe seveda doprinesejo normalno, da imamo širok pogled na svet, tudi te fotografije. Ampak kaj pa fotografije dobrih zgodb, zapisi dobrih odnosov, kaj vse lahko tudi skupaj naredimo. Ogromno se dela. Mislim, če nisi noter, imaš res občutek, da, mislim, a veste, prvič imaš občutek, kakor da se vse to dogaja nekje zunaj, pa nič tukaj. Ampak, kad tukaj vidimo posnetke, naprimer, sam da bi šli v azilni dom, pa tam naredili posnetke, je groza. Nas je lahko tako sram, kakor ste vi začela, pozdrav danes nam. Groza nas je lahko sram. Tudi vsakič, ko sem jaz begunca pripeljala v zdravstven dom, a ne bi bilo to Metelkova, ali ambulanta na Viču, ali pa urgenca, velikrat me je bilo sram. Zelo sram. Ampak je bilo na koncu tudi zdravnikom, ko sem jim povedala, kakšna je situacija v azilnem domu in kako se s temi ljudmi dela, jih je bilo velikrat sram. Ampak zakaj? Tudi gospodičnik je tako lepo povedala, da kultura ni samo, kako se mi gledamo, kdo se rokuje, kdo je pokrit, kdaj damo žlico v usta, kdaj neki. Kultura je veliko več od tega. Mi smo polni stereotipov in polni predsodkov in polni neznanja, ker nas
te stvari niti ne zanimajo, ker skrbimo toliko sami zase. Ampak mogoče te dobre zgodbe, da bi napolnili medije z dobrimi zgodbami, ne samo koliko je vse grozen. Pač, no, ideja sam. Kot človek se tako strinjam z vami, kot novinar pa tako nasprotujem temu, da govorite. Etika ne potrebuje marketinga, kot A. Je ali pa ni. B. Leni Riefenstahl je leta 1941 iskala koncentracijsko taborišče, iz katerega si je sposodila nekaj ujetih Romov, ki jih je režim v taborišču malce bolj bojil in so izgledali bolj živi kot truplo okoli njih. In te Romi so nastopili v enem izmed njenih nacizem slavečih filmov, ki se ga je gledal v času vojne tudi na Zahodu. Potem pa te iste Rome vrnila taborišče, kjer so seveda umrli. In njen film je vrel za pozitivno zgodbo. Pika, zakaj. A veste kaj, jaz nisem zdaj etika, jaz to nisem imela tako v mislih, nič etičnega. Jaz sem imela bolj v mislih, da se da po človeški ravni, tako kot je gospodična povedala, ker smo si v bistvu res enaki ljudje pač, ne? Ni to niti, kako se reče, minimalizacija, saj na koncu smo pa vsi ljudje. Nočem sploh, da to tako zveni, ker to ni okej, a ne? Ker je vse empatija ta, da se znamo nekako postaviti v čevlje drugega, ne, saj idejno. Bolj sem mislila na to, a ne, da smo sposobni na en način take stvari početi. Ker mi veliko gledamo, kaj se počne, kako grdo v bistvu se ravna z ljudmi, a ne. Tega je, Dnevnik prižgeš, je ogromen teh informacij, a ne. Kako jih puščamo, da se utopijo tam sred mori in take stvari. Ampak da bi pripeljali to, da bi bilo to zgodbe z našega prostora, bi mogoče tudi ljudje, ki niso, ki imajo drugačno mnenje, ki imajo določene strahove ali pa bi videli toliko in toliko ljudi, pa vsem, a ne? Samo vi tako zdaj govorite, da mi iščemo samo tragične in grozne zgodbe, da smo ne resni. To je nasprotno, a ne gre. Ja, tukaj razmer je seveda, ko ti nekoga začneš pogovarjati, ne veš, kakšno zgodbo bo, ampak ravno to, najbolj se takrat počutva, tako kot smo prej govorili, najbolj fajn in izmišljeno in pač nekaj zaključeno ali pa vse nek tak smisel res in prava stvar je to, da najdeš sveta zelo tragično in grozno zgodbo, ampak naslednja je pa pogumljajoča, oziroma daje upanje za posameznika, za družbo, za naš pogled, za okolje, kamor so prišli, kjer so prišli njihove preko relacije, družine so rodstveno, ravno, mislim, zdaj nedavno, to veliko Kradošo in v Bosni, ki so bili skupaj, smo mislili, da veliko zelo žalostnih zgodb, ampak in teh poskusov neprestanih in neuspehov in vrača nazaj in pretepanja, ampak tudi seveda zelo močna zgodba, ki je čisto vsema, rekel, vso človeštvo in vse humanizem in odnose in emocije, tako kar nas je položilo, rekel, vse tako naravno. Tega ne smeš početi ciljno, na te zgodbe se pa jih pa so, a ne? In toliko, koliko jih je, toliko jih pokažeš, ne? Če jih kažeš več, režiraš. Ko režiraš, nisi novinar. To je prva stvar, ne? Sem pa tja se pojavi kakšna neskončno, vitalna, upanje vzbujajoča novinarja in človeka, osmišljujoča zgodba, a ne? In
več ali manj vse te zgodbe so doživela skupaj, ne? In točno oba jih čutva in bojo čutila celo življenje, od preomenjega violinista Ramija do Mehmedalije in te zadnje zgodbe, ki jo je nujno potrebno omeniti, ne? In je naletela na silovit odziv in imela tudi zelo konkretne posledice. Ne? In če se temu reče pozitivna zgodba, ne se, ampak jaz temu nočem reči pozitivna, ne negativna zgodba. Pa zgodba je resnična zgodba. Ne? Selekcije se ne sme delati. Selekcijo delajo knjižni uredniki, filmarji in tako naprej. Novinarji tega ne smejo početi. Ne? In v Veliki Kladuši so slišala preko zdravnika Dimitra Nakijeva, ki dela z prosilci za azil v Sloveniji in hkrati ves čas pomaga ljudem v Bosni, z gospo Anelo Dedič, ki v Bihaću vodi penzion Aman, kjer živi 12 do 15, včasih 20 beguncev in migrantov, ki so ves čas pretepeni, okradeni, zlomljeni, razbiti, izsušeni, mokri, premraženi, bolni, vračajo iz ostankov balkanske begunske poti, nekateri tudi 8-krat do 10-krat, ne, in se vedno vrnejo k njej. Ne. Ona je ta penzion predstavila pred leti, ko v Bosni še ni bilo, kakšen stav, ko v Bosni še ni bilo beguncev, s tem kratkom zatišju, ko v Bosni ni bilo beguncev, ne, za turiste iz arabskega sveta, ne, ki so hodili večinoma v Sarajevo in so potem obiskali še nekaj reči okoli Bihaća. In imela ona sama nesrečno zgodbo v življenju in so se stvari tako poklopile, da v bistvu svoj penzion v bistvu predala v uporabo ljudem, ki ne morejo živeti niti v begunskih taboriščih, ker so praktično, ki nimajo praktično ničesar in so pri njej in za njih skrbi kot mati, sestra, žena, prijateljica, psihologinja, terapeutka in naključna dobra gospa tam zunaj in tam noter. Ne? In toliko ljubezni in toliko veselja in toliko, bom uporabil to besedo pozitivnosti, ki je bilo čutiti v tistem prostoru, že dolgo nikjer ni bilo mogoče. Ne? In tam smo vsi, ki smo za eno mizo sedeli, smo jokali, in to večkrat. Ne? Vmes je bil nek telefonski klic, se pogovarjamo z njo, zraven bil doktor Nakijev midva in 3 fantje, 4, iz Irana, iz Pakistana, Afganistanc, in je zazvonil telefon, gospe Aneli, in se je ona javila in je samo v bistvu bolj manj kimala, ker bi na drugi strani telefona fant, ki je po ne vem katerem poskusu, pozabil sem, mu je uspelo priti čez Slovenijo v Italijo, in je javil, da mu je ratalo in v sekundi, ko smo vsi to slišali, takoj smo vedeli, zakaj gre, ker v njeni polomljeni angleščini je bilo še bolj jasno, kaj se je zgodilo, ker so govorile emocije na jezik. Je cel prostor slavil, ampak ni slavil na glas, slavilo se je s solzami, vsem je odleglo. Hkrati, pa ni samo vsem odleglo, tem fantom, ki so tam ujeti, je bilo jasno, da to ni samo metafizika, da je vendarle še mogoče prideti do sicer lažne, pa vendarle obljubljene dežele, katerekoli že to je, in v bistvu jim je uspeh tega fanta dal upanje in smisel, da bodo to počeli še naprej. In to videti je neskončno tenkočutno. Zdaj, to seveda je v nekem kontekstu in tem, čemu, kar vi govorite, se strinjam celoti z vami, neka pozitivna zgodba, super je pokazati človeka, ki dela dobro in pomaga, ampak to si upam trditi, glede na to, da ves čas sem več ali manj na terenu s tovrstnimi zgodbami, vseeno ni dominirajoče, ni prevladujoče, ampak sem in tja, seveda je pa ta zgodba tu in vedno, ko je, se je poskušala skupaj še toliko bolj izpostaviti, zato ker vrača upanje. Tukaj pa pač, moramo res priznati, da večkrat sem kot novinar presegel, ko bi rekel, svoja pooblastila, Jure predvedevam tudi, in se v teh zgodb malce bolj potrudili, se bolj angažirali kot okoli kakšne druge, zato ker je treba vrniti upanje kdaj, ne samo komu drugemu, pa javnosti, tudi vseh. Mene zanima, koliko kulturite po svetu, pa vse te žarišče in podobno. Vse te dogodnike doživljate različne čustva, potem, ko ste sami sabo, kako se s tem srečate. To je zelo pogosto vprašanje, zelo enosmeren odgovor, s tem, da se ves čas poskušam agresivno zavedati svojih privilegijev in samo reflektirati.
vedno gremo kamor, ko gremo po lastni izbiri, ne, to je čisti... Ja, ampak ne pa jaz mislim, da kakšne posode se predvideva. No, ampak je to predvideva. Ozavestiti je treba, da se to ne dogaja tebi. Kraja bolečine je precejšen etičen greh v mojih osebnih standardih. Jaz sem imel velike težave vedno v kakšnih begunskih taboriščih. Da se mi ena podoba iz Darfurja, to po moje preko tega bom poskušal govoriti, se mi je zapisala za celo življenje v glavo. Bil sem v taborišču in UNICEF-ovem, taborišče Poljska bolnica je bila te puščave in noter so zdravili v bistvu podhranjene novorojenčke. In zraven so bile njihove mame. Te mame so ponovadi imele na prsih ali pa v naročju in so čakale na zelo dostojanstveno, vitalno na to, da pač tisto, kar sledi, pomoč, karkoli že. Zelo, bi rekel, naravno je deloval ta stika. In ni bilo čutiti nekega blaznega naven odprtega trpljenja. Ni bilo nekega grotesknega kričanja in čustvovanja, ki smo mu pričali v kakšnih reality show. In potem je pa prišla skupina nekih odposlancev in odposlank, tudi strani UNICEF-a, humanitarnih delavci, lepo oblečeni v teh velikih belih Toyotah. In ko so gospe in gospodje prišli v ta prostor, v poljsko bolnico, v Njali, so se zlomili, niso mogli tega gledati. Jokali so, trpeli so ob temu. Se to tako brutalno zagnusili, da bi, ne vem, vzel orožje v roke. Kaj je s to sliko narobe? Vse. Mama, ki ima v veliki možnosti v svojem naročju na prsih umirajočega otroka, je mirna, dostojanstvena, prisotna, se bori, nekdo, ki v svojem privilegiju pride gledati druge strahote, pa razpade od muke. Ogabno. In ta slika je tista, ki mi vedno znova vzpostavi čustveni red. Nimaš pravice, si rečem, do tega, da trpiš v bolečini drugega bolj kot 2,3% kot on sam. Še kdo? Če ne vprašanje, mogoče komentar, dodatek, še kakšna izkušnja? Mene še nekaj zanima, ko ste govorili o sramu, predvidevam, da govorite deloma o kolektivni krivdi, načeloma, da smo pač vsi odgovorni za skozi zgodovino, kar se je dogajalo, od kolonizacije in tako naprej. Enkrat sem slišal govoriti o krivdiju. Kako je s tem? Kakšen odnos bi po vašem mogli imeti do kolektivne krivde? Ker hitro tukaj prije do nekega odnosa pokroviteljskega. Orientalističnega. Tako, pač. Predvsem bi rekel, da na neki levi liberalni strani hitro prije do tega pokroviteljstva v smislu, da če ne misliš isto ali pa če hitro nekako te izobčijo ali tako naprej. Mislim, kakšen odnos bi po vašem mnenju mogli imeti kolektivne krivde? Absolutno se strinjam s tem, kar ste povedali. Težko bi govoril o odnosu, zdi se mi, da je to stvar izobraževalnega procesa. Izključno sem izobraževalnega procesa. Treba se intenzivno učiti zgodovino in jo razumeti. Vsekakor pa od zgoraj na vzdolj povedovati nekomu, kaj je prav in kaj ne, pa ni pravilno. Meni je tako hecno, da mene od mojih obsesij je prva svetovna vojna. Ampak v osnovni šoli in v srednji šoli se zaradi ideoloških razlogov verjetno v njej nismo učili nič, ker smo bili na napačni strani zgodovine. Šlo v zadnjem desetletju ali pa 20 letih smo zvedeli veliko več. In mogoče to, pogrešam neideološko, čist humanistično, neko natančno naracijo zgodovine, kolikor je ta mogoče. Seveda je ta vedno interpretirana, ampak le tako je mogoče presegati
stereotipe. Ne? Občutek krivde in sramu, ne vem, če je kolektiven, ne? Kolektivno ga ne zaznam, ne? Kolektivni težko je govoriti, ne? Če govorimo o našem prostoru, o kolektivnem spominu, obstajata vsaj predvsem dve naraciji zgodovine, ne? Ali pa, torej sta tudi dva kolektivna spomina, ne? Ki se oddaljata med seboj. Mislim, da je to vprašanje bolj individualne vesti, ne? In dokler je ta teoretična, ne? In ima fizičnega stika z konsekvencami dejanj tvojega okolja, je tudi krivda zelo teoretična. Ne? In predvsem to velja za lepa sintagma, lepo liberalne kroge. Ne? Za bezovno dobra preponovljeno. Malo drugače to izgleda, ko se soočiš z neposrednimi posledicami tudi tvojih politik, recimo v Afganistanu, v Iraku, tudi kje drugje. Kako težko, ne vem, kot Slovenec zanikam prisotnost, ne, v vojni ali pa sodelovanje v vojni. Je to na nek način tudi moja vojna. In kot ti rečete, lipski voditelj v Grsa, ne, Slovenci ste naša legitimna tarča, seveda, ne, se sodelujete v vojni, lahko kaj druge, kot samo pokimaš, ne. Čez 2 ure si pa nazaj v bazi kot slovenskih vojak. Kot ti malo zameriti. Ampak to je naš del. In tudi novinarstvo lahko ustvarja dobro novinarstvo. Ne? To nek kolektivno zavest, katere del je gotovo tudi občutek sramu. Predvsem recimo temu odgovornosti. Ne? Jaz bi imela mogoče samo en komentar še, ali pa če mi malo bolj podrobno razložite. Nekaj nisem razumela. Ob pogledu na žensko, ki v naročju umira otrok, ne nujno, da umira, pač podhranjenja, ne? Je težko. Tako. Ja. Nisem zdaj razumela, zakaj nekdo, ki to gleda, ne bi smel jokati, po vašem mnenju, ker mi je to zelo podobno, kot je gospod rekel, da po njegovem mnenju, če nekdo tukaj živi kot begunec 6 let, pa dobi denar, se ne bi smel tudi tetovirati. Lepa teza, ne? Ja. Nisem rekel, da ne bi smel jokati. Ali pa da je... Opisal sem, kaj se je zgodilo, ne? In takih primerov se videl res velike. Ne to uzurpacija neke tuje bolečine, no? To, da nekdo, ki imaš na eni strani nekoga, ki se bori za preživetje in na drugem, ki mi nekomu to tako res težko gledati, da potem neskončno trpi. No. To se mi zdi tak, to se ni ne kulturni kleš, ampak emocionalen pa gotovo. Ne? In vse ne rečem, da to ni legitimno, tega ne obsojam, to je naravna reakcija, ne? Ampak nočem pa biti ta človek, ne? Nočem biti tak človek. Ne? Hočem biti veliko bolj prisoten in manj samoobremenjen v tovrstnih težkih situacijah, ker dam lahko veliko več od sebe, ker imam tudi neko nalogo. Ne? Če se zlomim prehitro, ne? Potem tudi zgodbe ni. Ne? Še več, se novinarstvo konča, ker kot novinar postanem zgodba. To je pa točka, kjer se novinarstvo konča. To novinar postane zgodba. V tem smislu. Ne? Ok, hvala. Se mi je uspelo zveč. Ja, res. Čestitam. Bi še kdo rad, kaj vprašam? Ali pa prepomne? Sej ljudi, ko gledajo bolečine drugih, ne? Zakaj taki filmi, drame in tako stvar najbolj gledane, ne? Ker ti gledaš, to se dogaja njim, ne meni, in vse s tem se čusuješ malo ljukaš, ampak na koncu jaz sem cool. Meni se to ne dogaja in zato so drame, pa tele, filme in to gled na to, ker tako smo ljudje, tako smo narejeni. Ta empatija je neke vrste hinavšne, če je res ne čutiš, ne? Ta družbena hinavšna empatija, kot bi jaz bi se postavil, a si res lahko postaviš svojo kožo enega tistega, ki... Ali res lahko?
lahko ti to... No, če se vališ pod reko, lahko, če si zasud s perfumi, ne. Ampak ne smemo na tej točki pozabiti, da so vse civilizacije v bistvu nastale na fikciji, da vse civilizacije temeljijo, brez izjeme, na pripovedovanju zgodb. In potem seveda tudi kasneje zapisovanju, fiktivnih, izmišljenih, seveda z nekimi arhetipi, arheji. In se nas to globoko dotakne, tako v fizičnem, kot predvsem v metafizičnem smislu, smo duhovna bitja tudi. In mogoče trpljenje novorojenega otroka zbuja tudi neka močna arhetipska čustva. Kako blasfemično, kot mehiška nadaljevanka. Samo da ima malo več specialnih efektov, zato ker pač tako vklepajo komaj v živo. Tišina. In pa naj vas jaz vse skupaj še enkrat spomnim na novo Boštjanovo knjigo. Pa hvala vsem in nasvidenje, upam.